predstavila bom oblikovanje slovensko-hrvaške meje s poudarkom na območju Štregove in Razkrižja, neposredno po zaključku druge svetovne vojne, se pravi iz Bele krajine, Žumberaka, se selimo malce severneje. Razlog, zakaj sem izbrala to področje, ker so bili dokumenti bolj zanimivi. Kot rečeno, iskala sem v fondu takratnega podpredsednika jugoslovanske vlade, to je bil verjetno vsem zelo dobro poznani Edvard Kardelj. Pri tem je potrebno upozoriti, da se dokumenti v precejšnji meri prekrivajo z dokumenti Zvezne kontrolne komisije, prav tako iz arhiva Jugoslavije, in da osebnih stališč Kardelja tukaj praktično ni mogoče zaznati, iz drugih verov pa vemo, da se je tudi Kardelj v kasnejših govorih, pa tudi v knjižnih delih, se pravi, je zastopal stališča, ki jih je izrekel Josip Broz Tito, in ker so ta bolj sočna, bom rekla, sem uporabila ravno citate Josipa Broza Tita. Sicer pa ne gre za povsem nova dejstva, to temo so deloma že obdelali vsaj slovenski zgodovinarji, naprimer Zdenko Čepič. Zdaj, vprašanje, lahko ga poimenujemo kar sodobno vprašanje slovensko-hrvaške meje, sega vsaj v čas drugega zasedanja Avnoja v Jajcu, kjer je bilo 29. novembra 1943 sprejet verjetno najpomembnejši sklep zasedanja, ampak brez glasov slovenske delegacije, ki je sklepe potrdila naknadno, zamudili so namreč na zasedanje. To je sklep o izgradnji nove Jugoslavije po načelu federalizma. V drugi točki je sklep že naštel imena bodočih federalnih enot, torej Srbije, Hrvaške, Slovenije, Makedonije, Črne gore in pa Bosne in Hercegovine. Vendar pa delegati Avnoja takrat še niso določili meja med enotami, čeprav so bile te kasneje poimenovane prav kot avnojske meje. Določenje meja v tistem trenutku naj bi bilo še neprimerno. No, po zaključku plenarnega zasedanja se je slovenska delegacija 1. decembra srečala z Josipom Brozom Titom in kot je razvidno iz zapisnika sestanka slovenske delegacije, ki ga je zapisal prav Edvard Kardelj, pa so Slovenci vendarle načeli vprašanje slovenske samostojnosti znotraj bodoče Jugoslavije. Ampak kot je zapisal Kardelj, so bila navodila Tita, da se Slovenci izogibajo vsakih medsebojnih sporov, ki so sedaj spričo velikih dogodkov brez pomena in da se pobija sektaštvo. Kardelj nadaljuje, da Tito posebej poudarja sodelovanje med Slovenci in Hrvati, naj bo v vojaškem in političnem oziru kar najtesnejše, svari pred vsakim sporom glede mej, ker to sedaj ni prav nič važno. Gre za osvoboditev vseh jugoslovanskih narodov in notranje meje je potrebno slabiti. Se pravi, ti Titovi ukazi so temeljili zlasti na pomisliku, da bi se ob drobljenju Jugoslavije mora biti zmanjšala zahodna zavezniška pomoč, s tem mislim zlasti na vojaško zavezniško pomoč, saj naj bi zavezniki želeli celovito Jugoslavijo. Verjetno pa je bila s tem povezana tudi bojazen, da bi ob morebitnem drobljenju ozemelj zavezniki podprli naprimer Kraljevo ali pa katerokoli drugo politično strujo. Tito je bila enotnost tudi pomembna v okviru boja za Trst. Tudi zato je bratstvo in enotnost označil kot veliko sveto stvar, ter zatrdil, da meje federalnih enot v federativni Jugoslaviji niso meje razdruževanja, temveč meje združevanja. To je skupna hiša, ena celota, to da na znotraj naj vsak gospodari na svojem in se kulturno in gospodarsko razvija v novi federativni Jugoslaviji. Kasneje je zaključil z opozorilom. Vprašanje šovinizma in negativnega lokalnega patriotizma je treba črtati iz dnevnega reda. Tega vprašanja ne sme biti. Se pravi, kljub željam Tita pa so se že jeseni 1945 pojavile težave med Slovenijo in Hrvaško, zlasti glede Štregove, pa tudi Bele krajine in Istre. Ampak jaz se bom danes torej omejila le na Štregovo in na Razkrižje. 22. septembra 1945 je bil spor sprva omenjen v poročilu o razmejitvenih problemih med federalnimi enotami, ki ga je oblikovalo Ministrstvo za konstituanto Demokratične federativne Jugoslavije.
Štrigovsko vprašanje je dobilo oznako težjega problema, čeprav podrobnosti o sporu niso bile na voljo. Je bilo pa zapisano, da je prišlo do močnejšega spora med posameznimi voditelji iz Slovenije in Hrvaške, ter da se povzročajo neugodni izpadi, ki škodujejo ugledu ljudske oblasti. Da bi rešili spor, je bila oktobra 1945 vzpostavljena dvostranska komisija Slovenije in Hrvaške, ki je odločala, kam bodo sodili kraji Štrigova, Razkrižje, Železna gora, Svet Urban, Stanetinec, Jalšovec, Robadje in pa Grabovnik. Komisija je nazadnje določila, da se Sloveniji oziroma okrožju Ljutomer dodelijo področja Razkrižje, zaselki Veščica, Šafarsko in Gibna, Robadje, zaselki Špornac, Presika in Mali Leskovec ter Sveti Urban z zaselkom Leskovec. Preostali del nekdanje občine Štrigova je bil torej dodeljen Hrvaški oziroma okrožju Čakovec. Vendar pa ta dogovor ni nikoli zaživel. Posebnih razlogov za odlašanje implementacije te odločitve prve komisije sicer ni bilo, ampak čez pol leta je bilo kar naenkrat rečeno, da celotna predvojna občina Razkrižje pripada Hrvaški, kar se je začelo implementirati aprila 1946. Po 4 dneh implementacije pa je prišel telegram sekretarja Narodno-osvobodilne fronte v Mariboru, da je to reorganizacijo, se pravi priključitev celotne občine Razkrižje k Hrvaški, potrebno ustaviti, češ da se bo situacija reševala kasneje. Zadeva se je dejansko zaustavila, a je bila tu denimo že nameščena hrvaška milica, torej je bil prevzem oblasti že viden, vsaj delam prevzem oblasti. Tako se je zlasti aprila in maja izoblikovala močna propaganda za priključitev teh krajev k Sloveniji. Ta se je razvila zlasti na območju Razkrižja in Robadja, torej delov nekdanje občine Štrigova, ki sta bila sprva določena za obstanek v Sloveniji. Aprila 1946 je bil organiziran izredni zbor volivcev v Razkrižju, ki se ga je udeležilo preko 700 oseb. Zanimivo pa je bil glavni govornik predstavnik okraja Čakovec, ki je razlagal o prednostih priključitve k Hrvaški. Ljudje so se odzvali zelo burno, saj so ocenili, da bi dokončna priključitev za Slovence pomenila nacionalno smrt. Nazadnje se je predstavnik okraja Čakovec strinjal, da ljudi ni mogoče prisiliti, da živijo v republiki, v kateri ne želijo biti. Sicer pa je ravno zaradi teh burnih reakcij na terenu, se pravi tudi izrednega volilnega zbora, bila 3. junija 1946 oblikovana druga komisija, ki sta jo vodila tedanja notranja ministra Ivan Maček Matija in pa Ivan Krajačič Stevo. Vendar pa razmejitvena komisija teh dveh visokih političnih predstavnikov ni uspešno rešila situacije. Na teren k ljudem denimo komisija ni odšla. Komisija se je sestala na enem samem sestanku v Ljutomeru in se dogovorila, da mora biti celotno ozemlje predvojne občine Štrigova priključeno k Hrvaški. Torej, slovenska stran je v celoti popustila, čeprav so denimo v Razkrižju in Robadju Slovenci predstavljali kar 95% celotne populacije. Še večji udarec za lokalne akterje pa je bil, da se je ta dogovor, se pravi dogovor Maček-Krajačič, začel na terenu implementirati takoj, kar je še bolj zaostrilo odnose v tej občini. Vendar teh zaostrenih odnosov očitno slovenska vlada ni želela priznati. V dokumentu v sporočilu generalnemu sekretariatu Zvezne vlade v Beogradu je tako denimo sporočila, da med Ljudsko republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Hrvaško ne obstaja nobeno sporno vprašanje. Edino sporno vprašanje glede Štrigove se je rešilo sporazumno na skupnem sestanku ministrov za notranje zadeve. Ampak dejansko vprašanje še zdaleč ni bilo razrešeno. Propagandne akcije proti implementaciji odločitve komisije Maček-Krajačič so bile silovite. V obeh krajih, v Razkrižju in v Štrigovi, so v znak upora zavračali vse akte iz Čakovca, zavračali so hrvaškega učitelja, na slavolokih po občini pa so se začeli pojavljati transparenti z napisi: želimo, da se spoštuje ljudska volja, Štrigova je slovenska,
mi smo Slovenci, Slovenci bomo ostali in tako dalje. Na veliki proslavi obletnice Osvobodilne fronte v Ljutomerju je iz Razkrižja in Robadja prispela tudi množica ljudi s transparentom Trst Jugoslaviji, Razkrižje Sloveniji. In mimogrede, verjetno so dobili navdih za te transparente ravno v manifestacijah, ki so se istočasno dogajale v Trstu in v Gorici za priključitev teh delov Jugoslaviji. Sicer pa so te akcije hrvaške oblasti dušile z represijo, zaprli so naprimer skupino 40 žensk, ki so pred lokalno milico demonstrirale, prav tako so v Čakovcu zaslišali predsednika ljudskega odbora Simona Kutnjaka. Skupaj z Ivanom Horvatičem je namreč izvedel akt največjega upora proti razmejitvi, saj sta vodila pobudo za tožbo pred Zvezno kontrolno komisijo, ki je posledično sklicala novo komisijo za preučitev problema. To, zdaj že tretjo komisijo, so sestavljali Lepa Perović, Pavle Grgić in pa Vida Tomšič. V poročilu, ki so ga zapisali, je bil zapisan celoten historiat Štregovskega spora. V začetku so ugotavljali, da je območje Štregove prehajalo zdaj na slovensko, zdaj na hrvaško stran, ter da je bilo prebivalstvo podvrženo vplivom obeh kulturnih okolij in da pozna tako slovenski kot tudi hrvaški knjižni jezik. Poročilo izpostavlja, da imajo lokalni prebivalci tudi lokalno, se pravi svojo identiteto. Ta identiteta je bila međimurska in ne posebej izrazito slovenska ali posebej izrazito hrvaška. To območje so ugotavljali tudi gospodarsko gravitira na dva središča, na Čakovec in Ljutomer. Pa vendarle nekoliko bolj na Ljutomer, saj so kraji v občini od Ljutomera oddaljeni med 5 in 15 km, medtem ko so v Čakovca oddaljeni med 12 in 24 km. In prav ta gospodarska navezanost na Ljutomer, ki da je historična, botruje temu, da večina prebivalcev, tudi tistih, ki se mogoče čutijo Hrvate, opredeljuje za pripojitev k Ljutomeru in s tem k Sloveniji. Potrebno pa je vzeti tudi na znanje dejstvo, so zapisali, da prebivalci krajev v in okoli Štregove nikoli niso zaprosili državne oblasti, da bi jih pripojili hrvaškim upravnim enotam takrat, ko so v celoti pripadali slovenskim upravnim enotam. Ampak hrvaška stran je vseeno vztrajala na zgodovinsko izpričani meji iz 19. stoletja, po kateri je Štregova v celoti pripadala Međimurju. Kljub temu pa je komisija upozorila, da so se od takrat stvari spremenile in da je Hrvaška od aprila 1946 želela na silo spremeniti to dejstvo, saj je zamenjala slovensko milico s hrvaško, slovenske učitelje s hrvaškimi, prav tako pa so izbrisali tudi vse slovenske javne napise. Kljub temu, da je torej komisija ugotavljala, da je priključitev k Sloveniji večinska želja tamkajšnjega prebivalstva, naj bi bila ta odraz prodiranja slovenskega narodnega občutka, ki ga je promoviral zlasti Anton Korošec in da kampanjo v Štregovi vodijo njegovi bivši agitatorji. Se pravi, naenkrat je to postalo vprašanje notrnih čistk političnega prostora. Tako je komisija odločila, da bosta območja Razkrižja in Robadja prišla v Slovenijo, medtem ko bo preostali del predvojne občine Štregova prešel v Hrvaško. Mejno črto naj bi kasneje potegnila komisija okrožnih odborov Maribora in Varaždina, kar pa ni bilo čisto dorečeno. Izkazalo pa se je, da je v praksi k Sloveniji prišlo oziroma ostalo samo Razkrižje, medtem ko je Robadje pristalo na Hrvaškem. No, v naslednjih letih je v Beograd romalo še kar nekaj telegramov, jaz jih nisem tukaj dodajala, se pravi telegramov tamkajšnjih prebivalcev, ki so zahtevali priključitev svojih krajev, zdaj k eni, zdaj k drugi strani. Moram priznati, da večina jih je bila seveda za priključitev k slovenski strani, ker je večina teh krajev prešla pod hrvaško stran. En sam telegram se nahaja v teh fondih, ki je agitiral za priključitev v hrvaški strani. No, skozi leta, v času upravne reorganizacije, so se pojavile nove razprave o ozemlji Štregove in Razkrižja, denimo v letih 1955 je bilo ponovno odprto vprašanje prehajanja oziroma zamenjave upravnih oblasti.
pa potem se verjetno vsi spomnimo po razpadu Jugoslavije do leta 1994, ko je bilo vprašanje še odprto za cerkveno razdelitev in nazadnje seveda z arbitražno odločitvijo v letošnjem letu. Vendar to je že drugi problem, tako da na kakšnem drugem zboru.